Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa. V Kopru na tukajšnji Bonifiki začenjamo tudi nedeljski spored tekem 10. kroga našega državnega prvenstva Lige Telemach, Koper in Kalcer Radomlje. Malce bo sonce krojilo, ne bom rekel usodo, pač pa pogled predvsem nogometašem. Radomelj proti napad, zdaj Koprčanov, Burič ima priložnost, Burič strelja, prekrat je sprožil Nikola Burič. Osvojitev te lovorike, prvoligaški par smo že videli, bomo rekli, na nivoju medobčinske nogometne zveze Ljubljana. Tole pa je oster štart Koruna in poglejmo. Poglejmo, kaj se bo zdaj odločil Halilović. Očitno bo pokazal rdeči karton Korunu. Ja, karton rdeče barve. Druga izključitev za Koruna v tem prvenstvu. Baha. Jovanović. Zdaj Lovrić. Lepo za Jovanovića. Sandro Jovanović. Priložnost za Koper. Matondo strelja mimo vrat. Še ena menjava se obeta pri Kopru. Suri pa Omladić. Strel z razdalje. Vratnica. Še enkrat je zadev zgolj vratnico Omar El Mansuri. Malce srečno do Gavriča. Kujabi je tule stekel priložnost za Radomlje. Kujabi je pred vrati, zdaj veliko dela za Metona Jurkarja. Kakšno priložnost so zdaj Radomljani imeli. Babaj, še 2 minuti do konca tekme. Tič je tule preskočil Buriča, ampak Burič je žogo uspel vrniti Mittorferju. Baha, morda celo premalo strelov z te pol razdalje. Tule zdaj poizkuša in tudi zadeva Omar El Mansuri. Ja, teh strelov je bilo enostavno premalo. El Mansuri je zdaj tole potrdil. Še enkrat pa zadetek na obračunih teh dveh ekip globoko v sodniškem dodatku. V 2. minuti dodatka. Kakšen zadetek Omarja El Mansurija. Danes je po vstopu v igro zadev vratnico. Nekaj neprespanih noči zaradi Sobobola, ampak tule povlekel asa iz rokava po podaji. Oliver Bogatinov, čestitke za zmago, težko je bila priga rana, dočakali pa ste jo v 92 minuti po zares izjemnem zadetku Omarja, ki je imel obilo zdravstvenih težav zadnjih nekaj dni. To je dan Omarja. Zadnje 2 dneva ima težave z svojim zdravjem. Bil je v načrtu, da začne današnjo tekmo, tudi skozi cel teden smo se uigravali z njim v nakrilnem položaju. Pred samo tekmo me je poklical, da žal ne more, da so bolečine prehude, ampak me je še hkrati sam prosil, da mogoče pa zadnjih 15 minut pa vseeno lahko stisne. In po nekem njegovem scenariju se je danes išlo. Ne samo to, tudi prvi njegov zadetek v prvenstvu. Tako da čestitke Omarju, ampak hkrati pa ne smem pozabiti na celo ekipo. Zopet nismo prejeli zadetka, to je že naša 7. v tem prvenstvenem nizu. Z igralcem več smo lažje kreirali situacije, ampak ta težava realizacije in pa nekih
nevarnih kreacij pa še vedno ostaja naš problem. Zdaj vas prihodnjo nedeljo čaka gostovanje v Stožicah pri prvovrščeni ekipi pri Olimpiji. S kakšnimi pričakovanji se boste lotili tega dvoboja? Po domače sklatiti tistega, ki je na vrhu. Še daleč je tekma, ja, malo veselja in od jutri naprej pa zagotovo že fokus in ideje, kako se zoperstaviti Olimpiji, ki je trenutno vodeča. Seveda, zagotovo pa bomo poskušali otežiti jim delo v Stožicah. Hvala tudi vam. Hvala. Darjan Slavic, kako se na koncu soočiti s porazom v tekmi, ker kar hitro ostanete le z deseterico in potem kljubujete do 92. minute, potem pa tisti zadetek? Ja, težka situacija. Res so si fantje zaslužili danes vse s pristopom, z disciplino v igri, seveda prej smo brez igralca manj. Na koncu še celo priložnost tam, minuto dve pred, ko je Koper zabil gol. Ne bo lahka noč, ampak življenje gre naprej. Ja, in že v petek vas čaka nova preizkušnja, odpirate 11. krog, v Domžale prihaja Nafta, to so tekme, na katerih boste seveda iskali bržčas največ priložnosti za osvojitev točk. Ja, seveda, prihajamo v niz tekem tem direktnim konkurentom, se pravi v petek je Nafta, želeli smo danes z eno dobro igro, da bi se vlili to samozavest v petek, ni se šlo, ampak ja, v petek moramo biti pravi. Hvala. Omar, congratulations for the win, congratulations for a great goal. How can you describe an action in the 92nd minutes when you scored a really excellent goal? Yeah, it's a good action because I work good in training. The team always hard in training. And this is a recompense, you know. Congratulations for the work, and it's crazy, but it's normal. I work, the team work. This goal, it's a recompense, you know, for this game and big win. And now all team stay focused for Ljubljana next week, and we're ready. But you have some dental problems in last few days. Now is everything okay? Yeah. It's 2 days. I don't sleep, not eat. I'm not good. I'm not feel good, and I speak with the coach. I prefer I play in the bench. You know, you start because it's very hard. But now it's okay. I score, but now the pain coming. But tomorrow I have appointment. It's good. Inshallah, it's good. But when you scored, everything is easier. Huh? Yeah. Hey, he called me. I don't just rest there, you know. And but now it's okay, you know. It's good. Okay. Thank you very much and congratulations. Thank you. Emil Velič, bili ste pravzaprav na pragu prve točke na gostovanju v tej sezoni. Tale zares jasen zadetek Omarja El Mansurja vam jo je oduzel v sodniškem dodatku. Kako težko se je pravzaprav soočiti s tem? Tudi sami ste ubranili nekaj zelo nevarnih strelov, na koncu pa tale res izjemen gol. Ja, težko je karkoli povedati po taki tekmi, kjer smo imeli igralca manj več kot 50 minut. In po vsem prikazano mislim, da smo si zaslužili vsaj točko. In ko prejmeš zadetek v zadnji minuti, je res težko, ker ekipa je pokazala karakter. Res borili smo se od prvega do zadnjega, vseh 90 minut, na koncu ena manjša napaka, Koper je to izkoristil in nažalost smo ostali brez točk. Se bo pa treba verjetno hitro fokusirati na naslednje preizkušnje. Zdaj vas čakajo pravzaprav v seriji nekatere tekme s klubi iz spodnjega dela. Že v petek odpirate 11. krog, prihaja Nafta, pričakovanja. Ja, seveda, treba se čim prej pobrati, to že danes pozabiti tekmo, mislim pa v nogometu se slejati prej vrne, tako da mogoče nas bo kdaj
nagradili v teh pomembnih tekmah, kot je Nafta, Primorje, ker zdaj nam sledijo pač te tekme medsebojne, ki se pač te ekipe se borijo za obstanki in te 3 pike pomenijo recimo dvojno, ne, in bomo dali ves poudarek na zdaj te 3 zelo pomembne tekme za nas, da osvojimo čim več točk. Hvala in veliko sreče. Hvala.